Od slike do besede. Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Lep pozdrav pa tudi nocojšnjemu gostu, to je Milan Knep. Dober večer. Dober večer. In dobrodošli. Hvala. Uvodoma sva rekla, da se bova tikala, ker je poznanstvo že tako dolgo, pa naj bo. Torej, Eseji o vstajenju, to je knjiga, ki je izšla po esejih o križu. To naši poslušalci gotovo dobro poznajo, ker smo imeli kar nekaj oddaj Od slike do besede na to temo. Kakšno vlogo ima vera v tvojem vsakdanjem življenju, torej kako veruješ? Mislim, da je to vprašanje na začetku smiselno, ker vstajenje dejansko izhaja iz vere in je nekak sinteza vsega tega, kar sem želel povedati, ne? Vera ima v mojem življenju nepogrešljivo vlogo. To ne zveni kot fraza, zakaj ne? Predvsem zato, ker mi vera pomaga živeti. Jaz se ne sprašujem toliko, ali sem dober vernik ali slab, s Pavlom ugotavljam, da sem zelo grešen človek. Ko gre za vero, pri meni torej ni na prvem mestu morala, kaj je dobro in kaj ne, ampak predvsem vprašanje obstoja. Kako naj kot človek obstanem, ne? Kako naj sploh funkcioniram, da preživim od dne do dne. Zato se nekako poistovetim s Pavlom, ki pravi, v veri se gibljem in sem. Pri meni je na nek način vse povezano z vero, ne da bi sam to izrečno hotel, ne? Tako enostavno je. To ne pomeni, da nimam verskih dvomov, toda dvom je na neki drugi ravni. Vero doživljam recimo podobno kot Dostojevski, pa morda, ko sem ravnokar to prebiral, sem zasledil tale Dostojevski stavek Dostojevskega, ki pravi o svoji veri. Kakšne muke mi povzroča hlepenje po veri, ki je v meni toliko močnejše, kolikor je v meni več argumentov proti njej. Nekaj takega je pri meni. Ja, ali si morda kdaj pomislil, kako bi bilo potem živeti brez vere? Ja, nikoli nisem pomislil, da bi brez vere postal svoboden. Mnogi ljudje zavržejo vero, ker hočejo biti svobodni, tako govorijo. To je meni od nekdaj tuje. Nikoli nisem doživljal, da me vera utesnjuje, da hoče od mene nekaj neprimernega, nekaj preveč, kar bi bilo v nasprotju z mojimi osnovnimi telesnimi in duševnimi občutki. Seveda sem tudi sam znotraj cerkve doživel marsikaj neprijetnega, vendar to na mojo vero ni imelo vpliva, ker so bila ta negativna doživetja na neki drugi, povsem površinski ravni. Jaz celo mislim, da ljudje, ki pravijo, da so vero izgubili zaradi kakšnega spodrsljaja duhovnika ali kakšnega drugega razloga, po moje niso čisto iskreni. Sodim po sebi, ne? Kaj ima vendar nek slab zgled z mojo vero? Pri meni pravzaprav ne. Nekateri ljudje silijo ven iz vere, ven iz cerkve, zlasti v dobi odraščanja. Sam si ne predstavljam biti zunaj vere. Nimam izkustva, kako je biti zunaj vere. Nekateri, ki so postali kristjani, pa to izkustvo imajo. Recimo pomislim na Gorazda Kocijančiča, ki je napisal, potem ko se je spreobrnil, knjigo Tistim zunaj. In tisti, ki so enkrat v veri, se ne bi želeli vrniti, ker bi potem znova padli nazaj v neko praznino. In tega nočejo. Biti v duševni temi pomeni živeti v stanju velike duševne negotovosti in strahu. Zato je pristna vera, saj zame ključni stabilizator psihe. In nasprotno, manj kot je pristne vere, po moje zaradi tega tudi več duševne patologije, anksioznosti recimo. Ljubezen strah prežene, pravi sveti Janez, in to je dejansko res. S pristno vero je lažje ostati normalen kot brez vere.
To govorim iz svoje izkušnje. Ta moja trditev je sicer na videz poenostavljena, v jedru pa drži. Odnos med vero in psihično uravnoteženostjo bo sicer vedno težko opredeliti in opisati. Določene mere strahu se pač nikoli ne bomo rešili. Naša narava je namreč padla narava, prestrašena narava. To nam pove zgodbo o Adamu in Evi. Vera pa nam pomaga strah spraviti v neke znosne okvire. To se mi zdi bistveno. Kot Jung pravi, ne moramo zdraviti vsega, ne? Ampak pripravim človeka do tega v procesu, da obdeluje svoj vrt, da ga pripravim neko znosno sredino. In vsaj to pa zagotovo vera pomaga vsem, tudi meni. Nekateri mislijo, da je mogoče strah premagovati učinkovito z različnimi racionalnimi postopki, zato govorijo o ozaveščanju, o čuječnosti. V to nisem nikoli zares verjel. Strah blažimo, da ga sproti, iz ure v uro, transcendiramo, ga torej izročamo Bogu, ki je zunaj obnebja strahu. Ja, zdaj, ko sva govorila toliko o strahu, se mi zdi, ali so ti eseji, ki jih predstavljamo nocoj, to so eseji o vstajenju, avtor je Milan Knep, ki je tudi gost oddaje, nekako posledica tega, da bi ta strah nekako odmislil. Zakaj so nastali ti eseji prvotno? Ja, vsekakor ne iz posebnega veselja do pisanja. Posebnega veselja do pisanja nikoli nisem imel. Pisanje imam rad zaradi želje, da bi nekako razčlenil problematiko, da bi jo bolj jasno videl in razumel. Moja najbolj elementarna potreba je stvari razumeti. To pa je mogoče le, če stvar, ki jo ne vidim jasno, razstavim. Razstavljanje, členjenje, pogledati stvar z več zornih kotov je ena od temeljnih značilnosti mojega pisanja. Mislim, da tudi na ta način stvari začnem, odprem vprašanje, potem ga členim in poskušam priti do nekega odgovora, ki je vsaj v tistem trenutku približno zadovoljil moje vprašanje. Tisto, česar torej ne razumem, pa bi rad razumel, to me spravlja v stisko, povsod. Če kaj vidim, da me razveseljuje, osvobaja, osreči, če kaj uvidim, me to potem da neko veselje. Ko pišem, v bistvu raziskujem, saj zapišem tisto, kar mi uspe dojeti. Napisano pa potem vedno popravljam, kar naprej popravljam, pa ne toliko zaradi boljše slovnice in lepšega jezika, ampak še bolj zato, da razširim in poglobim razumevanje. Da je stvar, ki je bila zavita v meglo in mi je delala nelagodje, da je ta stvar končno pred menoj, da končno vem, kaj je to, kar vidim. Bolj kot kaj razumem, manj moraliziram. Ogromno nesporazumov med nami je po moje posledica nerazumevanja stvari. To velja tako v odnosu med zakonci kot povsod drugod. Slabše, ko ljudje kaj razumejo, bolj dajejo prednost zgolj moralnim sodbam, ker je to lažje, ne? Lažje reči, ta človek je kriv, kot pa potrpežljivo raziskovati okoliščine, kaj se je dejansko zgodilo. Mislim celo takole, ne? Ljudje, ki iščejo razumevanje neke problematike, so tudi bolj razumevajoči, tolerantni, usmiljeni, potrpežljivi. Ne? Ja. Pravijo, da je nasplošno koristno, a ne na papir dati sploh kakšne travme, ki da se tako posledično razrešijo. In marsikak pisec pove, da ima pisanje torej terapevtski pomen, ali je tudi pri tebi tako? Kot že rečeno, pisanje je sredstvo, ki mi pomaga predmet, ki ga raziskujem, bolj razumeti, ga čim bolj točno opredeliti in ga umestiti na pravo mesto. Ne pišem torej iz terapevtskih razlogov, je pa res, da to, do česar pridem s pisanjem, deluje name zdravilno, odrešujoče, ker mi v negotovost vnaša gotovost. Cilj pisanja ni avtoterapija, ampak napor za razumevanje stvari. In bolj kot
se temu cilju približujem, bolj blagodejno in na nek način tudi terapevtsko učinkuje na moje razpoloženje. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Praviš, da veruješ, ker ti vera pomaga živeti. Ali je prav, če rečem, da pišeš zato, ker bi s pomočjo pisanja tudi drugim rad povedal, da jim vera lahko v resnici pomaga živeti? Ja, dejansko gre tudi za to. Izkušnjo, kako mi vera pomaga živeti, želim posredovati še komu. Moje osnovno izhodišče je, da smo vsi, mladi zakonci, ostareli duhovniki, vsak dan bolj ali manj na robu svojih fizičnih in psihičnih moči. Zato je zame in verjetno za vse ljudi na dnevnem redu vprašanje, kako se sproti regenerirati. Telesno, psihično in duhovno. To je tudi način, kako jaz sam spovedujem. Torej, pri spovedancu se ne poglabljam v kak posamezen greh, ampak spovedancu postavim vprašanje, ali je morda neka razvada, zasvojenost, neka grešna praksa, morda posledica življenjskega sloga. Zato marsikoga kar naravnost vprašam, ali skrbi za svojo fizično kondicijo in je presenečen nad tem vprašanjem, potem pa vidi, da je to smiselno, ali skrbi za sprotno regeneracijo. Šele potem ga sprašujem, ali moli in kako moli. Kako konkretno je to videti pri tebi? Kakšna je tvoja duhovna praksa, kako se sproti regeneriraš? Vsako jutro, ko se prebudim, se najprej pokaže potreba po psihični regeneraciji. Moje jutranje razpoloženje je navadno vsaj nekoliko tesnobno. Prešinjajo me občutki negotovosti, kako bom kos nalogam, ki so pred menoj. Čeprav je moja prva jutranja potreba po psihični regeneraciji, nimam zanimivo nobene metode za to preseganje, ampak me fizična in duhovna regeneracija tudi psihično obnavlja. Torej vsako jutro začnem na enak način. S fizično zahtevno telovadbo, ki jo prekinjam s posameznimi etapami jutranje toalete. Z vsakim letom starosti imam seveda s tem več opravkov, da lahko dostojno stopim pred ljudmi, da se uredim. Ko se pogledam zjutraj v ogledalo je moja prva prošnja: Gospod, resetiraj moje razpoloženje. Odženi pretirane skrbi, vrni mi moči, voljo, preženi negotovo slabe misli, ki me strašijo. Zjutraj torej ne meditiram, kot nekoč v bogoslovju. Tega ne delam. To mi absolutno ne ustreza. Ustreza pa mi zjutraj velik fizični napor, jasen stik s seboj, kaj se mi zjutraj dogaja v čustvih, kakšne misli se mi vsiljujejo. Iz tega jasnega stika s seboj pa izhajajo potem preproste prošnje in zahvale, ki jih izrekam tudi med telovadbo. In potem sledi zajtrk, jutranji pregled dela, potem pa brevier. Seveda se ozadja dela zaveda. Kakšno mesto ima v duhovnem življenju meditacija, tukaj bova seveda pustila delo in dnevno časopisje za seboj, ali tudi v meditaciji najdeš vzgib za pisanje? Torej, ne meditiram tako, da bi najprej poskrbel, ko smo se kdaj učili kje, za primerno telesno držo ali se osredotočil na sproščanje, dihanje in podobno. Moja meditacija poteka ob brevierju, predvsem ob psalmih. V verzih psalmov se mi razodeva tisto, kar se meni dogaja. Brez težav se poistovetim z izkušnjo, z razpoloženjem in s problemom psalmista, čeprav se zdi, da je njegov problem, ki ga izroča Bogu, na videz popolnoma drugačen od mojega. Dejansko pa ni. Psalmist me na nek način vrača v življenje, ker iz vseh zadreh, stisk in hudih preizkušenj psalmist najde preboj. Psalmist se ne zlomi. In to je moja osnovna meditacija. V resničnost njegovega preboja verjamem in je zame realen. Preboj
ali izhod iz kakega težkega stanja se psalmistu odpira zaradi zaupanja v Boga. Zaupanja tukaj in sedaj, torej ne pa zaradi kakšnega racionalnega postopka, neke filozofije in še manj zaradi nekega posebnega stanja, meditacije in podobno. Svoje stanje psalmist preseže v veri, kakršno ima tisti hip, ko moli, in to ga osvobaja. Zato je duhovna regeneracija ob močni fizični rekreaciji tudi psihična regeneracija. Tako je pri meni, ne? Zgolj psihična regeneracija po neki metodi ima zame preozek, prekratek in prenizek domet, ker ostaja zgolj v območju psihičnega. Sam sem prepričan, da je treba psiho osvobajati v Bogu. Vse drugo je zame bolj ali manj samo slepilo. Iz esejev je razbrati, da ti je blizu nek čisto določen tip molitve. Ga lahko opišeš? Ja, zase lahko rečem, da pogosto molim. Na nek način nenehno. Pa ne zato, ker bi moral, ker bi hotel biti Bogu všeč ali ker bi hotel izpolnjevati neka duhovna priporočila. Kaj hočem reči? Naj to povem s svetim Avguštinom, prav te dni v breviarju beremo njegova pisma, ki jih je pisal vdovi Probi. In tej vdovi Avguštin svetuje, kako naj moli. Svetuje ji, naj moli pogosto, a na kratko. Naj molitev izreče tako rekoč v eni sapi, kot bi zagnala kopje, ne? To podobo je uporabil. Ker se takrat vzpostavi zaupen odnos med vernikom in Bogom. In pri tem, ko to izreče, si ni treba postavljati nobenih posebnih vprašanj, ali me Bog sliši ali me ne, ali me bo slišal ali ne. Tukaj je potrebna tista, ali pa saj zame odružujoča, tista otroška drža. Jaz sem Bogu to izrekel, kot otrok neko prošnjo reče svojim staršem in verjame, da ga slišijo in da bodo stvari uredili. In ker se namreč želim, da se ti gordijski vozli, ki se pojavljajo v mojem življenju in v življenju vseh nas zelo pogosto zaradi zapletov v odnosih z ljudmi, zaradi neštetih zadreg, s katerimi se srečujemo, je prav, da sproti, kot pravi Avguštin, s tem kopjem izstrelimo iz sebe breme neposredno na Boga. Ne moremo vsega, kar je nad nami, nositi sami. In če tega ne delamo sproti, mnogokrat na dan, začnemo pregorevati, zastanemo v strahu in tako naprej. Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigo Eseji o vstajenju. Spremno besedo je prispeval Tadej Rifl, knjiga je izšla pri Kudu Logos, avtor je Milan Knep. Milan, kako razumeš odnos med vero in umetnostjo? Najprej besedo o umetnosti. Zakaj in kako te privlači? Ja, svet umetnosti me privlači, ker mi pomaga prebijati in premagovati rutino. Rutina je tudi moja nenehna skušnjava. Vse, kar delam, hočem čim prej narediti čim bolj enostavno, obvladljivo in predvidljivo. Obenem pa je rutina nekaj, česar absolutno ne maram, ker čutim, da bolj, ko nekaj postane rutina, manj je v tem življenja. Po naravi težimo k poenostavljanju in lenobi, zato hočemo iz vsega čim prej narediti rutino, nekaj, kar ne bo terjalo novega premisleka, novih čustvenih vznemirjenj, novega angažmaja. Umetnost pa je temu nasprotno, je v iskanju novih pristopov, iznajdevanju novih načinov, odkrivanju novih perspektiv, novih oblik, novih izpeljav, ki so lepše, bolj praktične, ki na koncu tistemu, ki premaguje rutino, nudijo tudi več veselja in zadovoljstva. Nova oblika, nov vid, ki je plod moje domišljije, mojega miselnega in ustvarjalnega napora, je na nek način trenutek milosti. Skozi ta napor lahko Bog deluje, zato tako pravim. Umetnost je torej boj proti mrtvilu in naveličanosti. Z umetnostjo ostajamo živi. Umetnost
poganja življenje. Tako čutim, ja. Ali se ti ne zdi, da je za mnoge zanimanje za umetnost predvsem to, da pasivno spremljajo kulturne dogodke, opazujejo in gledajo tisto, kar so ustvarili drugi, sami pa svoje notranjosti ne razgibavajo, živijo precej enolično, morda celo apatično. Umetnost samo konzumirajo, duha umetnosti ne živijo in za izgovor večkrat povedo, da je pač življenjski ritem tako zahteven, da ni časa. Ja, res je. Umetnost je nasprotje enoličnega ponavljanja, čredništva, kopiranja. Vsak govor je lahko umetnost, a le če v govoru ne uporabljamo modnih fraz. Pač pa pogovorni jezik sami bogatimo, vnašamo van kaj izvirnega, presenetljivega, če smo nadarjeni pa tudi duhovitega. Recimo, ne razumem, zakaj ljudje tako radi ponavljajo te modne fraze. Ena od teh je bom rekel. Izreče stavek in tistem stavek trikrat reče bom rekel. Ne? Ali pa vsak stavek, ko ne ve, kako bi ga zaključil, reče tako da ja. Ne morem slišati, ko kdo dvigne telefon in mi reče povej. Pred kratkim sem eno izobraženo gospod prosil, sem rekel, gospa, ko dvignete telefon, nikoli več ne rečete povej. Reci nekaj drugega, pametna sta, izobražena sta, izmislite si nekaj drugega. Te fraze zelo težko prenašam in me v pogovorih na nek način iritirajo, ne? Od vsakega človeka pričakujem, da najde nek svoj izviren način komuniciranja, da je v tem ustvarjalen, ne pa papagaj. Ne? Boris Groys, ta berlinski filozof in umetnostni kritik, je nekoč rekel, da mnogi prihajajo na razstave, v gledališče in obiskujejo različne kulturne dogodke, da bi bili videni, opaženi, da bi se preko udeležbe na kulturnem dogodku umestili v neke kroge, da bi bili s tem bolj ugledni, morda pripadali neki eliti, dejansko pa sporočilo umetnosti ne seže v njihove duše. Še naprej ostajajo predvsem potrošniki, tudi potrošniki kulturnih dobrin. Ti ljudje imajo, po moje, predvsem potrebo po trošenju, ne pa po lepoti in še manj po resnici. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Milan, ti si tudi duhovnik. Večkrat kdo pove, da je doživel lepo mašo, recimo. Očitno vsi ljudje iščemo lepoto v vsem, ne le v likovnih stvaritvah. Kakšen pomen ima zate lepota? Torej, umetnost je nepogrešljiva, ki išče lepoto, išče obliko, ki še ni bila začrtana, uglasbena. Ne? Res je, da nas najprej zanima, kaj je koristno in praktično, a želimo, naj bo to, kar je koristno in praktično, tudi lepo. Zakaj? Lepota blagodejno leže na naše ranjene in razrvane duše. Življenje je nam zelo kontrastno, polno čustvenih oscilacij, stresov, šokov, težkih novic. Umetnost pa med vsemi temi oscilacijami, nihanji iz ene skrajnosti v drugo, išče mehke prehode. In te mehke prehode, ko poslušam glasbo, vedno znova odkrivam in me ganejo, ko začutim ta mehek prehod. Ne. Da nas ti prehodi iz hitrega na počasno, iz tihega v glasno, iz veselega v žalost, iz dura v mol, ne zabolijo, ne raztresejo, notranje ne razbijajo. Umetnost nasprotja nekako harmonizira, da svet, ki nenehno razpada, povezuje, blaži to uničujočo ostrino, gladi ostre robove, recimo mehča linije. Ne? Zato je lepota zdravilna pri meni za psiho. Ko občutimo, da je nekaj lepo, to občutje v nas obnovi vero, da obstaja neko temeljno dobro, da obstaja resnica. Lepota dejansko oznanja, da obstaja odrešenje, če se tako malo patetično izrazim. Lepota je na nek način zmaga na temo
in zlemi silami teme. Pričakovala sem, da boš omenil tudi Dostojevskega, ki je rekel, da bo lepota odrešila sveta, ne? Hrepenenje po lepoti je univerzalno, iz tega hrepenenja ni izvzet noben človek. Kaj pa ustvarjanje lepote? Je to rezervirano samo za nekatere ljudi, samo za izbrance? Ali pa je morda tudi sposobnost ustvarjanja lepote, lepih stvari, nekaj univerzalnega? Ja, prav vsak človek, ki lahko prime za pero od leto, čopič, glino, tudi invalid, lahko nekaj oblikuje in želi oblikovati, ker želi stvarem vtisniti svoj pečat, svoj notranji svet, svoje veselje ali pa svoje trpljenje. Ko se umetniško izražamo, tudi laično, amatersko, se presegamo. Relativiziramo bolečino, da nas popolnoma ne prevzame. Iz malodušja po ustvarjanju na nek način vznika upanje, tudi če samo za tisti čas, ko to delamo. Ja, vsekakor je včasih veljalo tako, da ko smo šli na razstavo kakšnih priznanih slikarjev, smo občudovali to lepoto. Danes pa ni več tako samoumevno, a ne, da ne ostanemo tako brez sape, ko gledamo, kaj sodobna umetnost ustvarja. Se pravi, da je to, kar sodobna umetnost proizvede, je nasprotno temu, kar si zdaj omenil. Pogosto je tako, ne? Recimo, jaz težko razumem, zakaj se pravzaprav to dogaja. Rad bi vstopil v dušo nekoga, ki denimo čuti potrebo po ustvarjanju tako imenovane težke glasbe, ne? Glasbe, ki hoče biti do skrajnosti hrupna, oglušujoča, recimo heavy metal, na primer, ne? Hrup obremenjuje naša čutila, nas prestraši, zmede. Imam polno izkušenj, kako sem to že doživljal, ne? Jaz pa prav tega nočem, ker je življenje že itak polno vsega, kar nas teži, čemu potem še težka glasba, ne? Mislim, da tega ne bom nikoli dobro razumel. Seveda pa dopuščam, da kdo čuti popolnoma drugače, da je zanj vse brez smisla, zaradi česar naj gre vse skupaj k vragu in želi s takšno muziko pri tej destrukciji še sodelovati. Na kakšenkoli način, tudi z nekakšno umetnostjo. A tam, kjer je tako, tam mene ni zraven. V takšnih okoljih se tudi, ko sem bil mlad, nisem mogel zabavati. Gotovo pa ima umetnost tudi to poslanstvo, da nas pretrese v našem samozadovoljstvu in neobčutljivosti za stiske ljudi, da nas predrami, če nad vsem neredom v svetu malodušno dvignemo roke in omagamo. Toda to mora biti narejeno, pretanjeno, smiselno. Če ustvarjalec s svojo glasbo, performansom, inštalacijo in podobno zgolj šokira, po moje gledalca ali poslušalca prvi hip sicer pritegne, potem pa gledalec ali poslušalec poišče nekakšno pacifikacijo, ne, za svoje čustva, poišče nekaj, kar bi ta šok prekrilo. In tako se dve želji, ki sta v nas, videti nekaj ekscesnega, doživeti močan dražljaj na eni strani in na to čim prej pobegniti iz območja šoka na drugi strani, da se ti dve želji izključujeta. Ti dve želji se v nas sproti medsebojno neutralizirata in kar pripelje potem do te pacifikacije nasproti, potem ostane po mojem brez učinka. Z takšne razstave, kot so bili performansi, ki so bili javno zelo opevani, ne vem, po moje, ko greš domov, bi želel to prekriti in se tega ne spominjati. Recimo razstavljen pisoar, a ne, če sva konkretna. Kakšen občutek bi to dalo človeku, ki pride na razstavo? Ja, to so pač konceptualisti, ne, kako neka stvar deluje zunaj običajnega konteksta, ne. Zakaj bi, recimo, ko sem na Tromostovju nekoč, ko študentski duhovnik opazoval neke podboje duri, sem najprej pomislil, da je tam zbirajo kosovni odpad, ne. Čez nekaj dni sem opazil skozi okno, kjer sem stanoval na Jurčičevem trgu, da so tam še neke forme in sem potem pomislil, mogoče pa to neka študentska sekcija pri študentski organizaciji, ne. In čez nekaj dni teh stvari tam ni bilo več,
Potem sem pa poleti na morju prebral v reviji, ki je izdala Moderna galerija, pogovor o tej instalaciji, ne? Kaj pomeni podboj duri na Šuštarskem mostu. Ne? In to se mi zdi bolno. Ne? Torej, prava umetnost nagovori v globini in ne predvsem na ravni držljajev. Zato mora imeti šok v umetnosti neko mero, ki je vzdržna za naša čustva, pa tudi telo. Šok občutimo tudi na telesu. Hrup in šov, ki hoče ljudi prisiliti, da so pozorni, jim pa ničesar smiselnega ne pove, jim ne oznani nečesa, kar bi jim odprlo pot naprej, da bi lažje in smiselno živeli. Takšen hrup in šov, po moje, ni poslanstvo umetnosti in celo ni umetnost. Zganjati hrup zna na nek način vsak, šokirati in strašiti zna vsak. Malo kdo pa je pričevalec resnične alternative za slabo, ki ga želimo spremeniti. Živimo v sekularnem svetu, to se odslikava tudi v umetnosti. Včasih pomislim, da je vse več umetnosti stisnjeno v obnebje le zemeljskega, imanentnega. Imaš morda tudi ti tak vtis? Ja, bolj ko berem filozofijo v zadnjih letih, sem se res prebil skozi cele gore filozofskih tekstov. Filozofija moderne dobe je preprosto rečeno pretežno imanentistična, torej kozmološka. Celo pokojni pisatelj Boris Pahor je zase rekel, da mu je bil blizu Spinoza, ki bi sicer v mladosti Jud, a je opustil biblično vero, torej vero, da je Bog stvarnik, in postal panteist. Vse je torej božansko. Ne? Mislim, da se je Pahor v zadnjem obdobju življenja vrnil k krščanstvu, da ga ta mistika narave, ki ga nekoč tam na Kontavelu, ko je gledal s hribčka Tržaški zaliv, nekoč očarala, potem pa ne več, ker je po moje zaslutil, da tam ni več nečesa odrešenskega. Ne? Torej, danes je popularna nekakšna mistika narave, odkrivanje in zaznavanje skrivnostnih sil narave, kozmičnih energij, nekateri celo pravijo, da je vse ena sama energija. V tem kozmičnem dojemanju sveta in življenja gre za to, ali pa je neka težnja, da bi se od golega pragmatizma poglobili in premaknili v globine kozmosa, v njegov notranji red in zakonitosti, da s celotno resničnostjo znova najdemo nek stik, da kozmos potem po tej mistiki tudi bolj spoštujemo, da nas ne bi uničil. Meni je ta imanentistična mistika narave od nekdaj neprijazna. V meni je namreč močno hrepenenje po preboju, po preseganju narave. Kajti narava je, kot poudarja Pavel, recimo posebej pa tudi Berdjajev, vedno padla narava. Zato me mistika padle narave prej straši, kot osvobaja. Od nekdaj iščem preboj. Ta pa je možen le v preseganju kozmičnega naravnega. Nagovarja me torej umetnost, ki oznanja, ki priklicuje absolutno drugačnost, ki se ne ukvarja s kozmičnimi silami, ampak s tem, kar je onstran vsega, kar je zunaj padlega sveta. Takšen je denimo koral, takšna je Bachova glasba. Tako ganljivo si čutil, kaj to pomeni, da to nima res nobene veze z tem padlim svetom, ampak te dviga, da te gane, kako te to približuje Božjemu svetu. Ne? Recimo čisto drugače kot Bach je recimo po moje Wagner, ki se spogleduje z germansko mitologijo. Ne? Vse mitologije, germanska, nordijska, praslovanska in druge, so kozmološke, poganske, manihejske, dualistične, kjer gre za vračanje vedno istega, kot pravi Nietzsche. Ne? In to po moje utruje duha.
In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, v kateri smo predstavili knjigo Eseji o vstajenju. Gost oddaje je bil avtor knjige, duhovnik Milan Knep. To je bila prva oddaja, druga bo na sporedu čez nekaj tednov. Hvala za pozornost, lep pozdrav. Naj povem še to, da sem oddajo pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč pa mi je bil Boštjan Smole. Oddajo lahko že poslušate med našimi podcasti. Od slike do besede. Od slike do besede. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.